imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, danes je že 5. postna nedelja pred Veliko nočjo. Vsak posameznik doživlja Veliko noč na svoj način, ker je Velika noč več kot dogodek. Je namreč oseba, Jezus Kristus. Kristjani se imenujemo velikonočni ljudje. Biti velikonočni kristjan je velika odgovornost in prav to je razlog, da tega klica ne moremo zavrniti. Velika noč je vrnitev utrujenih domov, je pobiranje razsutega življenja, je odziv na zvon, ki je dolgo vabil, je zasedanje mesta za mizo, ki je bilo predolgo prazno. Naj luč, ki je zasijala iz groba življenja, razsvetli naše srce in nam da moč ljubiti Boga in bližnje. Amen. Prisluhnimo sedaj obvestilom za prihajajoči teden. Včeraj 5.4.2025 je potekalo prvo srečanje za moške. Moški so diskutirali o umetni inteligenci. Pogovor sta vodila naš vernik, profesor dr. Albert Zorko in domači duhovnik, dr. Danijel Brkič. Srečanje je bilo lepo obiskano, vključevalo je druženje ob pici, pijači, anekdotah, baje tudi o moških štosih, tako da bomo s takšnimi uspešnimi srečanji nadaljevali tudi v bodoče. V naslednjem tednu bo v okviru cerkve organizirana molitvena veriga v obliki posta. Vsi zainteresirani se lahko obrnete na Lejo Brkič. Jutri v ponedeljek 7. aprila ob 19. uri bo v cerkvi kot že običajno molitveno srečanje. Srečanje je priložnost, da se osebno v molitvi priporočimo Bogu. V sredo 9. aprila ob 19. uri pa bo tudi kot že običajno v cerkvi svetopisemsko predavanje z diskusijo na temo Nevrobiologija in nevroteologija odnosov. Kompliciran naslov, ki se ga da pojasniti tudi zelo preprostimi besedami. Več o tem v sredo. Še eno posebno obvestilo in sicer v četrtek 10. aprila ob 9.30 uri dopoldan, torej v četrtek 10. aprila ob 9.30 uri dopoldan bo srečanje starejših sester. Zatorej vljudno vabljene vse starejše sestre v cerkev. V nedeljo 13. aprila ob 10. uri smo vabljeni na osrednje tedensko bogoslužje, ob tem naj še spomnim, da je naslednjo nedeljo tudi cvetna nedelja. Imamo še eno obvestilo, današnjo Gospodovo večerjo prestavljamo na velikonočno nedeljo, torej 20. aprila. Sedaj pa med nami zelo toplo pozdravljam mojega dragega stanovskega kolega, duhovnika Primoža Kumina, svojo družino, ki prihaja iz naše pobratene evangeličanske cerkve v Moravskih Toplicah. Njihova cerkev namreč nosi podoben oziroma enako ime kot tudi naša. Kasneje se bo kolega tudi sam predstavil, sledilo pa bo, kot je običajno že nedeljsko druženje zunaj ob kavi in pecivu, ko bomo lahko z duhovnikom spregovorili tudi še par besed. Sedaj pa je čas, da zapojemo prvo skupno himno, prvo skupno pesem, ki nosi naslov Bog Oče nam poslal je Sina. Ta himna pritiče ob pripravi na Veliko noč.
Biblično vodilo današnje nedelje je zapisano v pismu Hebrejcem 10. poglavje od 19. do 21. vrstice. Pravi pa takole: Bratje, ker imamo zaupnost, da po Jezusovi krvi stopamo v svetišče, in sicer po novi in živi poti, ki nam jo je odprl skozi zagrinjalo, to je skozi svoje meso, svoje telo, in imamo tudi veličastnega duhovnika nad Božjo hišo. Sedaj pa prisluhnimo poeziji 43. psalma, ki pravi takole: Prisodi mi pravico, o Bog, pravdaj se za mojo pravdo. Iz brezbožnega naroda, pred varljivcem in izprijencem me reši. Ti si vendar Bog mojega zavetja. Zakaj hodim mračen, ko me stiska sovražnik? Pošli svojo luč in svojo zvestobo, ti naj me vodita, naj me pripeljeta k tvoji sveti gori, k tvojemu bivališču. Stopil bom k Božjemu oltarju, k Bogu veselja moje radosti. Hvalil te bom s citrami, o Bog, o moj Bog. Vabim k priznanju naših grehov. Naš Bog, tu, v tvoji hiši molitve in tvoje slave, pred tvojim obličjem je pokoj, je mir. V našem življenju, srcih in dušah pa je mnogokrat nemir. Iz tega nemiru se rojevajo jeza, nepremišljenost, grobost, neučakanost, nestrpnost in prepir. Vse to in vse naše zamujene priložnosti, opustitve, zablode in grehe prinašamo pred te in te prosimo, bodi usmiljen do nas in se nas usmili. Amen. Besede milosti in slavospev pa nas tolažijo, saj pravijo: Bog nas je namreč odrešil in poklical svetim klicem, ne zaradi naših del, temveč zaradi svojega sklepa in milosti, ki nam jo je pred večnimi časi podaril v Kristusu Jezusu. Zato naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Sklonimo svoje glave k molitvi. Vsemogočni Bog Oče, zavedamo se, da ti nisi odvisen od nas, ampak mi od tebe, vsak dan, vedno znova. Ker si bil pretekli teden z nami in smo izkušali tvojo bližino, smo danes prišli pred tvoje obličje polni zahvale. S hvaležnostjo za tvoj blagoslov in s prošnjo, da nam podariš moč svojega duha, da bi lažje doumeli tvojo voljo in po njej usmerjali svoje življenje. Tebi v slavo, bližnjim v pomoč, vsem pa v blagoslov. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Sedaj pa bomo prisluhnili skladbi pesmi, ki nosi naslov Skrbna roka Gospodova. Pesem bo zapel naš cerkveni mešani pevski zbor Sola Gratia in prisluhnimo tem besedam, kajti prepričana sem, da vsak izmed nas potrebuje v svojem življenju skrbno roko Gospodovo, torej skrbno roko našega Boga. Pevci, izvolite.
Vsak vrh gora osvojim, vedno z Gospodom le. Noči viharni Gospod, moja tolažba je. In bolečine srca, on uteši mi vse. Ima mojih je rama bila, roka Gospodova. Nežno mi je šepetal, jaz volim te. Ima mojih je rama bila, roka Gospodova. In glas njegov spremlja me, jaz ljubim te. Kdor utrujen je zdaj, k Jezusu pride naj. Počitka najde moja rešitev težav, vedno le v Bogu je. Vsak vrh gora osvojim, vedno z Gospodom le. Noči viharni Gospod, moja tolažba je. In bolečine srca, on uteši mi vse. Če on nosi vse breme sveta, na plečih svojih je. Vem tudi tebe, brat moj, on nosil bo. Če on nosi vse breme sveta, na plečih svojih je. In tebe, sestra, jaz vem, on nosil bo. Jaz vem, moj brat in moja draga sestra, da on znaš poskrbi za nas. Skrbi za nas. Prisluhnimo sedaj berilu, in sicer besedam, ki so zapisane v Evangeliju po Marku, 10. poglavje od 35. do 45. vrstice. Zebedejeva sinova Jakob in Janez sta stopila k njemu in mu rekla: Učitelj, želiva, da nama storiš, kar te bova prosila. Rekel jima je: Kaj hočeta, da vama storim? Rekla sta mu: Daj nama, da bova sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici. Jezus jima je dejal: Ne vesta, kaj prosita. Ali morata piti kelih, ki ga jaz pijem, ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen? Rekla sta mu: Moreva. In Jezus jima je dejal: Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila, in s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta krščena. Dati, kdo bo sedel na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar, ampak bo dano tistim, ki jim je to pripravljeno. Ko je drugih 10 to slišalo, so se začeli jeziti na Jakoba in Janeza. Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: Veste, da tisti, ki veljajo za gospodarje, gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik.
In kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Odlomek, ki smo ga poslušali, govori o tem, kako Jakob in Janez, dva izmed Jezusovih učencev, prosita za pomembni mesti v njegovi slavi. Jezus pa jim odgovori z globoko lekcijo o ponižnosti, služenju in pravemu pomenu voditeljstva v Božjem kraljestvu. Jezus je bil popoln zgled služabnika. Čeprav je bil Božji sin, ni iskal oblasti ali slave, ampak je prišel, da bi služil drugim in daroval svoje življenje za človeštvo. Pravi služabnik ne išče pohvale ali priznanja, ampak služi iz ljubezni in v zameno ne pričakuje ničesar. Služimo lahko že v majhnih dejanjih. Mati Terezija je nekoč rekla: ne moremo vsi narediti velikih stvari, lahko pa naredimo majhne stvari z veliko ljubezni. Jezus nas vabi, da postanemo služabniki iz ljubezni, ne iz prisile. Ali smo pripravljeni, drage sestre in bratje, služiti bližnjemu, kot je služil Jezus? Naj v tem razmišljanju skupaj zapojemo pesem, ki pravi: naj bom služabnik. Stanite, kdor lahko, in skupaj zapojemo to pesem.
Drage sestre, dragi bratje, varujmo to vero, križ, o katerem smo peli. Oče naš ni le molitev, s katero je Jezus učil svoje učence, kako moliti, ampak je povabilo tudi za nas, da Bogu odpremo srce, kot otroci pred svojim očetom. Zato vsi skupaj molimo to molitev na način, da jo zapojemo v obliki pesmi. Lahko se primemo za roke in povežemo drug z drugim, predvsem pa se povežimo z Bogom in z bližnjimi, kakor otroci, ki pridejo pred svojega nebeškega očeta. Oče naš. Izvolite sesti, sledi utrinek za otroke. Dragi otroci, kar pogumno pridite k meni. Danes imam za vas tukaj nekaj zanimivega. Kar pridite. Aha, danes niso igračke kot prejšnjo nedeljo. Bo pa nekaj drugega. Kar pridite, otroci. Tako. Danes se bomo v utrinku za otroke, pa seveda tudi za odrasle, naučili, kaj pomeni beseda dobrosrčnost. A znate to izgovoriti? Dobrosrčnost. Kar težka beseda, kaj ne? Veliko je r-jev, pa č-jev, ampak težka beseda, pa še da vidimo, kaj ta beseda pomeni. Takole, predstavljajmo si naslednjo stvar. Kaj imam tole? Tole je jajce, ja. Zdaj si pa predstavljajmo, da jajce predstavlja nas ljudi. In mi ljudje pač seveda živimo v svetu. Kaj mislite, kaj se zgodi, če tole jajce potopim tukaj notri v vodo? A bo ostalo na vodi ali bo padlo dol? Če rečemo, da niso pokvarjena. Torej pade dol. Veste, včasih se nam zgodi, da smo obkroženi z ljudmi ali s svetom ali pa vi s prijatelji, kot da bi nas tlačili dol. Rečejo, ostanite dol.
lahko rečemo, da niso nujno prijazni. Veste, tudi nam se to zgodi. Hitro se nam lahko zgodi, da začnemo druge žaliti, jih tlačiti, jih potiskati k tlom, zato ker pač so drugačni, ker imajo morda drugačne barve kožo, ker govorijo drugačen jezik, ker imajo svoj stil oblačenja ali pa ker, ne vem, niso najbolj priljubljeni v šoli. A poznate te občutke, ko se nam to včasih zgodi? Kot da bi nas nekdo tlačil dol, se iz nas norčeval. Ali vam je otroci všeč, če so drugi ljudje neprijazni do vas? Ne. Kaj potem naredite? Komu greste? Komu greste? Učiteljici? Če ste v šoli, kaj pa doma? Komu poveste? Mamici. Mamicam in očijem povemo, ja, pa učiteljicam. Ampak veste, mi smo lahko drugačni. Namreč v Svetem pismu pravi, in je zapisano, to pravi sam Jezus, vi ste kaj temu svetu? Kaj imam tole? Vi ste sol. Vi ste sol temu svetu. In če bomo mi tale svet tukaj noter malo posolili, da vidimo, kaj se potem zgodi. Kaj se pa zdaj zgodi? Jajce ni padlo dol, pa še pokvarjeno ni. Torej, zato, ker smo mi sol temu svetu, je ta sol tudi v našem srcu, v našem življenju. Imamo prijaznost, imamo dobrosrčnost, imamo dobroto, ko se srečamo drug z drugim. Zato namesto, da bi druge otroke, prijatelje tlačili dol, kaj naredimo? Jih dvigujemo, da plavajo, jih opogumljamo, jim odpuščamo, se z njimi družimo, tudi če so drugačni. Jih imamo radi, z njimi preživljamo čas. Veste, kaj pravi Sveto pismo v knjigi Efežanom? Tudi tam notri najdemo to besedo. V 4. poglavju, v 32. vrstici beremo takole. Bodite drug do drugega kakšni? Ja, prijazni oziroma dobrosrčni in usmiljeni, ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu Jezusu. Kateri izmed teh dveh sem jaz? Taki tlači dol ali taki spodbuja? Kaj bi vi radi bili otroci? Tisti, ki spodbujate ali tisti, ki tlačite dol? Kaj imate rajši? Tega, ki je gor ali tega, ki je dol? Gor. Tako, in s to mislijo vas tudi sedaj pošiljam, da greste lahko na verouk, kjer se boste zagotovo še kaj naučili o tem. Mi pa se bomo bližali Božji besedi, predtem pa bomo pobrali še prostovoljno nabirko s pesmijo Kmalu, kmalu že. Kmalu, kmalu že,
Milost vam in mir od Boga Očeta našega in od Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Poslušajmo Božje besede, izbrane za današnjo pridigo, ki so zapisane v knjigi preroka Jeremije v 20. poglavju od 7. do 13. vrstice sledeče. Zapeljal si me, Gospod, in dal sem se zapeljati. Premočan si bil zame in si zmagal. Ves dan sem v posmeh, vsi se norčujejo iz mene. Kadarkoli govorim, moram upiti, nasilje in zatiranje moram klicati. Zares, Gospodova beseda mi je ves dan v sramotenje in za smeh. Če rečem, ne bom ga več omenjal, ne več govori v njegovem imenu, je v mojem srcu, kakor goreč ogenj, zaprt v mojih kosteh. Trudim se, da bi ga ugasil, pa ne morem. Že slišim šušljanje mnogih, groza vse povsod. Naznanite ga, naznanimo ga. Vsi moji zaupni prijatelji preže, da se spotaknem. Morda se bo dal zapeljati, pa ga bomo premagali in se maščevali nad njim. A Gospod je z menoj, kakor strahovit junak. Zato se bodo moji preganjalci upotekli in ne bodo zmagali. Zelo bodo sramočeni, ker se jim ne bo posrečilo. Sramota bo večna, nepozabna. Gospod nad vojskami, ki preizkušaš pravičnega, ki vidiš obisti in srce, naj vidim tvoje maščevanje nad njimi, saj sem tebi zaupal svojo pravdo. Pojte Gospodu, slavite Gospoda, ker rešuje življenje ubogega iz rok hudodelcev. Amen. Drage sestre in bratje, v Jezusu Kristusu, lepo pozdravljeni, ko smo slišali na 5. postni nedelji. Moje ime je Primož. Vse, kar sem imel pripravljeno za predstavitev, je Katja že povedala, tako da bom ta del preskočil. Edino, kar bom povedal, se pravi, z mano je torej moja žena Aleksandra in hčerka Pavlina. In naj dodam, da vas pozdravlja tudi naš inšpektor Franc Vitez in pa tudi naši verniki. Danes bomo skupaj razmišljali o nečem, kar je verjetno skupno mnogim izmed nas. In sicer govorili bomo o izgorelosti, o tihi utrujenosti, ki se nabira v našem srcu in v naši duši. Pa ne le tisti telesni utrujenosti, temveč tistem občutku, ko ne zmoremo več, ko se zdi, da ni več nobenega smisla. In takrat nas sreča dobri pastir, kot prej omenjeno, tudi naša cerkev nosi isto ime, in nas vabi, pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obremenjeni, in jaz vam dal počitek. Sedaj izgorelost je sodoben izraz, čeprav ga prej niso poimenovali, pa v Svetem pismu lahko najdemo ljudi, torej, ki jih opisuje Sveto pismo z temi znaki utrujenosti in izčrpanosti. Torej, lahko je šlo tako daleč, da niso bili zmožni za delo. No, danes, če si mislimo, kdo je tisti, ki bi lahko izgorel, ponavadi mislimo na vodstvene delavce v podjetjih, pa vendar niso oni, povemo, glavna skupina. Največkrat so to tisti ljudje, ki se ukvarjajo z ljudmi, in sicer v tistih poklicih, ki torej delajo v zdravstvu, socialnem delu, izobraževanju in tako naprej. Taki ljudje, ki se torej delajo v teh poklicih, so za svoje delo zelo motivirani, ampak pogosto nimajo občutka, da bi lahko s svojim delom karkoli spremenili. Veliko delajo, a dobijo zelo malo priznanja za svoje delo. In ne samo to, da ne dobijo priznanja, soočeni so tudi s kritikami. In tako se je zgodilo tudi preroku Jeremiji. Kot smo slišali njegove besede,
ljudje ga niso poslušali, bil je izčrpan in bil je obupan. Na koncu je celo izgorel in postal jezen ne samo na ljudi, temveč tudi na Boga. Čutil je, da ga je Bog pustil na cedilu. Njegovi prijatelji, kot smo slišali, so se obrnili proti njemu. In tudi nam se to dogaja. Naši prijatelji se lahko obrnejo proti nam. V službi se lahko odnosi ohladijo, a najhujše pa je, ko se to zgodi v lastnih družinah. Takrat, ko se v družini prepiramo, nas to velikokrat pripelje tudi na rob obupa. Torej, svet se zdi, kot se je obrnil proti nam. In to grenko izkušnjo je imel prerok Jeremija. Počutil se je neuspešnega, nemočnega in obupanega. Kljub vsem svojim prizadevanjem ga ljudje niso slišali, so ostali ravnodušni ali so se iz njega posmehovali. Govoril je goreče pridige, ampak pridige niso dosegle želenega učinka. In če se vprašamo, zakaj, Bog nas nagovarja z ljubeznijo. In ljubezni ne moremo vsiliti drugim ali ljubezni ukazati. Torej, drugemu ne moremo ukazati, ljubi me, imej me rad. Imamo svojo svobodno voljo in vsakdo se odloča, kako bo živel. Torej, nekateri se odločite, da boste živeli z Bogom, drugi pa, da se bodo živeli brez Boga. Danes se pogosto srečujemo z oblikovanjem vere po meri. Pomeni, da vzamemo nekaj krščanstva, nekaj psiholoških naukov, vzhodnjaških religij oziroma to, kar mi ustreza in ustvarim svojo vero. In velikokrat slišimo besede tako na ulici, Bog, nič nimam proti tebi, ampak nisem veren. Ampak, če te bom potreboval, se bom pa že oglasil. In to je vera brez osebnega odnosa z Bogom. A ko nekdo pove, brez osebnega odnosa z Jezusom Kristusom ni rešitve. Kdor ne prizna svojih grehov in ne sprejme Kristusovega odrešenja, ostane ločen od Boga. Ob teh besedah nastane težava, kajti takrat nam ljudje povejo, vi ste tako verski fanatiki. Ampak resnica je nespremenjena. Kdor veruje v Jezusa Kristusa, ima pot v večno življenje. Torej, druge poti k Bogu ni. In zopet, če gremo nazaj k Jeremiji, če bi on morda danes pridigal, vprašanje, kako bi bila sprejeta ta njegova pridiga. Morda bi bil namesto pohval deležen ostrih odzivov, kajti njegove besede, kot smo slišali, niso ugajale ljudem tistega časa. Jeremija je pridigal tudi te besede. Saj je moje ljudstvo stvorilo dvojno hudobijo. Zapustili so mene, studene žive vode, in si izkopali kapnice, razpokane kapnice, ki ne držijo vode. Torej, govori o tem, da je izraelsko ljudstvo zapustilo Boga, ki jim daje pravo življenje, in so si sami ustvarili, povejmo, lažne vire varnosti, ki pa ne morejo potešiti njihove duhovne želje. In ko to poslušamo, oziroma kdo želi poslušati takšne besede, nihče izmed nas ne mara, da mu povejo, to in to delaš narobe. Se pravi, ko nam nekdo nastavi ogledalo, ponavadi rečemo, kaj pa ta govori, pa saj nisem tako slab, torej, zakaj bi se spreminjal. In tako, takšni odzivi so torej bili velikokrat tudi na Jeremijeve pridige. Ne samo, da so bili ogorčeni, še obsojali so ga. Menili so, da njegove besede vnašajo strah in nelagodje. Kajti v tistem času zagotovo so obstajali tudi drugi, ki so govorili bolj prijetne stvari. Torej, med ljudmi so bolj priljubljeni tisti govorniki, ki med ljudi vnašajo veselje in optimizem. Ne bojte se, Bog je usmiljen, nikomor ne bo prizadel škode, vsi bomo šli v nebesa.
Sodba ali božja kazen, to je nekaj za tisti čas pred nami. In tudi danes kristjani in pa duhovniki kdaj pa kdaj govorijo, oziroma nekateri govorijo tisto, kar drugi želijo slišati. Torej tisto, kar ne povzroča nelagodja med ljudmi. In potem je to samo po sebi izziv in se sprašujemo, ali je sporočilo Svetega pisma še relevantno za današnjega sodobnega človeka. Ali ga sodoben človek želi slišati, takrat, ko govorimo o grehu, odpuščanju in pa kesanju. Ali ne bi raje govorili nekaj, še enkrat, kar je za ljudi lepo in veselo. Torej, lahko bi rekli z besedami zelo kratkimi, vi želite, mi pridigamo. In ko Jeremijovi sodobniki ugotovijo, da ga ne morejo utišati, uporabijo ostrejše metode. Aretirajo ga, priklenejo verige, javno obrekujejo, zasmehujejo in ponižujejo. Zopet danes lahko te oblike javnega blatenja, torej ljudi se več ne vklene in se javno ne ponižuje iz oči v oči, temveč se to dogaja na družbenih omrežjih. Torej, tam se predvsem posamezniki znajdejo pod plazom negativnih kritik in izraz za to obstaja in sicer imenuje se shitstorm. Torej, sramotijo se ljudje z neprimernimi fotografijami, žaljivimi komentarji in ljudje torej prikazujejo v najslabši možni luči. Žal se v Sloveniji to dogaja vedno pogosteje, kot smo slišali, lahko zadnjič v oddaji Tarča. Žrtve so velikokrat tudi otroci in mladi, ki se zaradi takega zasmehovanja, poniževanja znajdejo v stiskah. Posledice so hude, od občutka manjvrednosti, izgube identitete, samospoštovanja in tako naprej. Zato je ta Jeremijeva zgodba aktualna tudi danes. Kajti, tudi kot je že Katja povedala s tem poskusom z jajcem, se pravi, boleče je, ko postaneš sam tarča takega nasilja, take gonje nad teboj. Namesto, da te svet razume, te dejansko zavrača. Zato Jeremija je v tem, kar je delal, je stal odločno, čeprav je vedel, da bi ljudje raje slišali kaj drugega. Seveda, rekel sem, da je stal odločno, ampak hkrati je v sebi čutil jezo in bil je izčrpan. Torej, lahko bi rekli, da trpi za izgorelostjo. Bil je na dnu. Kot omenjeno na začetku, Bogu očita in se jezi na njega. Ti si me prepričal, da bom jaz tvoj prerok in jaz neumnež, seveda sem ti verjel, nasedel. In počuti se prevaranega, kajti kot da bi delal nekaj, kar si sploh ne želi. In zato najraje, da pusti vse in gre. Bog pa njegove odpovedi ne sprejme. Jeremija, ti boš prerok za vse življenje in pred tem Jeremija torej ne more pobegniti. To je kot ujetništvo, kot je povedal teolog Dietrich Bonhoeffer. Človeku so čez glavo vrgli laso in ne more se več osvoboditi. Bolj kot se opira, bolj ga laso stiska. Ostaja ujetnik in mora slediti poti, ki mu je določena. Tako je torej s človekom, ki ga Bog ne izpusti, in človek, ki ne izpusti Boga. Jeremija to občuti. Želi se upreti, govori, da ne bo več govoril v Gospodovem imenu, ne bo več mislil nanj, a ne gre. Beseda v njem, Božja beseda v njem gori kot ogenj, lahko bi rekli zaklenjen v kosteh. Hočejo zadržati zase, vendar ne zdrži, skoraj bi ga raztrgalo. Božja beseda je močnejša od njega. Ko nas Bog svojo ljubeznijo objame, v nas prižge plamen svojega duha
In ta ogenj nas ne uniči, temveč nam daje novo moč. Lahko rečemo, da smo kot bakle upanja in veselja. In tega ne govorim samo jaz, verjamem, da imate podobne izkušnje tudi sami. Pri pogovoru seveda ljudje velikokrat povedo, seveda sem se znašel v hudi bolezni, stiski, a vseeno se obračam k Bogu. Kak mlad najstnik bi morda povedal, sošolci se seveda posmehujejo iz mene, ampak jaz verjamem, da je to resnica. In tako naprej. Ljudje, ki so na robu obupa, lahko torej odnehajo ali pa se oprimejo vsaj tistega majhnega plamenčka, ki je v njihovih srcih. In če se oprimejo tega plamenčka, potem bo to zopet nastal ogenj, ki bo oblikoval njihovo vero. Sedaj primer z jeklom. Jeklo je kot surov kos kovine vreden samo nekaj evrov. Če iz njega naredijo šivalne igle, je vreden nekaj 100 evrov. Če je jeklo rezilo za nož 1000 evrov, če pa urne zmeti, pa 100 000 evrov. In kaj je razlog, da cena jeklu raste? Ogenj. Torej jeklo mora iti skozi različne postopke toplotne obdelave, da dobi svojo trdnost, prožnost in elastičnost. In tako kot jeklo mora iti tudi naša vera skozi ogenj, da postane čista, trdna in preizkušena. Preizkušnje torej krepijo vero in ji dajo pravo vrednost. Sedaj lahko se te preizkušnje lotimo na različen način. Jaz bi omenil samo eno, in sicer zaradi Jeremije z molitvijo. Torej, Jeremija kriči iz svoje duše in na Boga se jezi, mu izliva svoje srce. Tudi mi, ko molimo, seveda Bogu lahko kričimo, točimo solze in tako naprej. Bog nas razume in je z nami. Ogenj v naših srcih ne bo ugasnil. Torej, Jeremija počasi začuti spremembo. Ko se pogovarja z Bogom, njegove rane počasi celijo. In dojame, Bog je večji od mene, v rokah ima ves svet. In sredi obupa in bolečih izdaj sovražnikovih zvijač se torej pogled usmeri na Boga. Jeremija zato izpove: Gospod je z menoj kot silen junak. In to ne pravi samo enkrat, temveč ponavlja. Bog ni le junak, je velikan, je mogočen, je nepremagljiv. Seveda to ne pomeni, da bodo naše težave preprosto izginile. Naši sovražniki ne bodo postali jagnjeta. Ampak spremeni se nekaj drugega. Spremeni se Jeremijev pogled na svoje življenje. In iz tega novega pogleda potem verjame, da mu Bog pomagal. In verjame, da bo na koncu na strani zmagovalca. Dnevi so šteti. Prišel bo trenutek, ko se bo pokazala razlika med tistimi, ki so poslušali Boga, in tistimi, ki so Boga zavrnili. Na koncu bo zmagala Božja pravičnost. In tako kot Slovenci, Jeremija ne jamra več, ampak slavi Boga. Iz njegovih ust sedaj donijo besede: pojte Gospodu, slavite Gospoda, ki rešuje življenje ubožca iz rok hudobnežev. Najprej izgorel, sedaj pa vera v njem znova gori kot neuglasljiv plamen. Zato vsi, ki ste ali smo sredi preizkušenj, ki smo sredi ognjenih stisk, skupaj z Jeremijom izpovejmo besede: Gospod je z menoj kot silen junak. Amen. Molimo.
Gospod, ti si naša moč in opora, tudi ko se počutimo utrujene in nerazumljene. Včasih nas svet preganja zaradi tvoje besede, a vemo, da si ti z nami. Ti vidiš naše srce, slišiš naše klice in poznaš našo bolečino. Zato ti zaupamo in slavimo tvoje ime, kajti ti rešuješ pravične in daješ moč utrujenim. Naj ostanemo zvesti tebi, Gospod, in naj nas tvoja ljubezen vedno vodi. Amen. In mir Božji, ki presega ves razum človeški, ta naj obvaruje naša srca in naše misli. Po Jezusu Kristusu, našem Gospodu in odrešitelju. Amen. Naše bogoslužje bomo zaključili s protestantsko himno, ki govori ravno o tem, da je Bog naš trden grad. Drage sestre, dragi bratje, prejmimo še zaključni duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.